policista poteka od 1. decembra 2014 in se zaključuje z jutrišnjim dnem. V tem obdobju so kandidati pridobili vse potrebne licence za uporabo tehničnih sredstev, najsi bo za merilce hitrosti, merilce alkoholiziranosti in tako naprej, potem licence za uporabo prisilnih sredstev, kot so zložljiva palica, palica tonfa, plinski razpršilec in vsa ostala prisilna sredstva, katere vojaški policist lahko uporablja pri svojem delu. V zaključnem delu, se pravi danes in jutri, pa vojaške policiste preverjamo iz znanja, ki so jih pridobili na borilnih veščinah, na vzpostavljanju iz borilnih veščin in praktičnega postopka. Preverili jih bomo iz znanja obravnavanja prometnih nesreč in kršitev vojaškega reda in discipline, se pravi vse od osnove do izdelave dokumentov, bodi si predloga sodnikov za prekrške, bodi si disciplinskega postopka. Jaz sem to skupino kandidatov za vojaškega policista pripravljal iz tematike borilnih veščin. Iz samega začetka smo šli po sklopih, od metov prijemov udarcev. Na koncu smo združili te sklope v eno celoto, to je z obrambami proti oboroženim in neoboroženim napadalcem. Kandidati so izžrebali teme, povlekli teme, katere bojo preverjene, zdaj imajo 15 minut časa za se pripraviti in potem bojo prikazali tehnike, ki so se jih izbrali za preverjanje. Drugi, odjeli se! Gol! Odjeli se, drugi! Za vojaško policijo sem se odločil, delo razgibano, zanimivo, nekako si roka zakona in zanima me ta veja vojske in upam, da naredim usposabljanje do konca, tečaj pripeljem tako, kaj treba in se kmalu pridružim vojaški policiji. Za uspešno izvedbo vseh nalog, ki jih upravlja vojaški policist, se mora tudi usposobiti, strokovno usposobiti po standardih uporabe prisilnih sredstev. Jaz sem usposabljal iz prisilnih sredstev palica, zložljiva, palica tonfa, plinska sredstva in pa sredstva za oklepanje in vezanje. Miruj, spremljavate! Noge skupaj, na križe! Miruj, na hrbet, noge steni, čiste, usedi! Ja, sosedi. Miruj. Na tri, gremo na desno. Ena, dva, tri, hop! Miruj, nakiraj se! Želijo vso srečo v vojaški policiji in pa strokovno delo, to, kar ste se ga naučili. Upam, da bomo to ostali in da boste nadgrajevali to delo. Hvala lepa. Prometno nesrečo, se pravi eno tako malo prometno nesrečo prve kategorije. Vojaški policisti imajo nalogo, da naredijo ogled kraja prometne nesreče. Vidite, sta se dva avta zaletela,
in policisti bodo zdaj prišli na kraj in začeli z ogledom prometne nesreče. Oni zaključijo zadevo takrat, ko so pač zbere vse podatke, naredijo ogled in potem sledi tisti drugi del, to pa je administrativni del, ki pa se dogaja potem v pisanju. Jaz sem čisto čas, oni ne vem. Tečaj vojaškega policista oziroma sam ved vojaškega policista me je že od starta zanimalo. Naredil sem lansko leto šolanje v Policijski akademiji Taca. Je poudarek na praktičnem delu. Inštruktori so super, naučili so nas veliko, bilo je fajn, danes smo zaključek, zadnje zlato preverjanje. Tako da upam, da bom delal v vojaški policiji naprej, ker ta delo me veseli. Aha, izjave se pa pravi, ne? Evo, danes smo izvedli preverjanje kandidatov za vojaškega policista iz praktičnih postopkov. Od kandidatov smo pričakovali korektno, samozavesten, profesionalni pristop pri kršitvi javnega reda in miru v muslimskem lokalu. Tukaj dežurni vojaške policije v častniškem klubu je prišlo do kršenja javnega reda in miru. Pojdite na kraj in pogledajte situacijo. Sprejem. Druga sprejema, prihajamo na kraj. Preklar? Ja. Vode! Lokal se je zapiral, vi ste še te razgrajali. Počas. Dajte mi en oseben dokument. Kaj se dogaja? No, smo na enega prišli, pa nam jih je po 3-4 prinesel. Sem je pa malo plan, pa po policijo. Jaz sem se odločil že takoj, ko sem upisal, takrat, ko moraš upisati, sem napisal vojaško policijo. Sam so pogoji taki, da moraš nekaj časa dati neke druge enote, tako da sem dal 10. bataljon, pa rodovski bataljon, da sem se odločil za vojaško policijo. Sam tečaj je zahteven, moraš razmišljati. Ko priješ v prostore, pa to moraš ukazovati, moraš uporabljati glas. Delo vojaškega policista je zelo zanimivo, aktivno, zato mlade pozivam, da se pridružijo v vrstah Slovenske vojske in kasneje tudi v vojaški policiji.